kratko prezentacijo predstavil, s katerimi pojmi se v zdravstvenem sistemu katere pojme v zdravstvenem sistemu pravzaprav uporabljamo, zakaj so kaj ti pojmi dejansko pomenijo, ker v preteklosti sem zasledil, da se kar pogosto z njimi manipulira in pravzaprav javnost niti ne ve dobro, kaj ti pomenijo. In na koncu predstavitve bi vam rad še podal pravzaprav naše predloge, ki smo jih v preteklih 5 mesecih pravzaprav neprestano skušali skoordinirati zavarovalnico, pa žal to ni bilo mogoče, zaradi tega, ker pravzaprav ni bilo z njihovi strani odzivanja interesa. Prišlo tudi do te mere, da je pravzaprav tudi Ministrstvo za zdravje zavarovalnico pozvalo v komunikacijo z nami, vendar tudi na ta poziv ni bilo odziva, se pa obeta zdaj, očitno po tej novinarski konferenci, sestanek v prihodnjem tednu, ko so določene stvari ne bi bile že sprejete, mi temu še uradno nič ne vemo. Poudaril bi rad to, da pravzaprav Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije smatramo tudi kot nek strokoven organ, ki želi soustvarjati stabilen, transparenten in pravičen zobozdravstveni sistem v tej državi. Naši predlogi in pa tudi nasprotujoči se argumenti predlogom pravil OZZ pravzaprav izhajajo iz teh teženj. Zdaj, da čisto enostavno, protiprav se lahko samo lučim pogasnimo, da pravzaprav vidimo, kako se zobozdravstveni program financira. In sicer v državi ne bi imeli 951 programov otroškega in mladinskega zobozdravstva ter odraslega zobozdravstva. In vsi so financirani skozi predpisane standarde. Tukaj, kot vidite v tabeli, imamo napisan, koliko v takem programu stane kader, koliko stane nek rentgen, koliko stanejo amortizacije, materialni stroški, premije in tako dalje. Končna vsota celotnega programa je tukaj zabeležena pri spodaj. Mi imamo določeno število točk, ki se to pretopijo in končna cena točke je v bistvu zavljen celotnega programa. Če pogledamo podrobneje, pravzaprav vsaka storitev ima znotraj standarda svojo časovna enota, ki jo določa ta točka in je bila prej na programu označena za 2,32 evra. Mi smo preračunali, da je pravzaprav 1 minuta zobozdravniškega dela pomeni 0,32 točke. To je pravzaprav upoštevajoč celoten tisti program. Se pravi, ordinacijski čas, pravzaprav ne, to je upoštevajoč ordinacijske čase in dopuste, se pravi, nekje 2 meseca se tega vzame in potem lahko zračunamo pravzaprav koliko točke to pomeni. Vsaka storitev je potem po tem točkah točkovana in lahko zelo hitro prijemo do minutaže, se pravi, koliko neka storitev pravzaprav ambulanti časovno pomeni. Ta minutaža pomeni pa tukaj grob izračun, zaradi tega, ker je tukaj v tej minutaži pravzaprav jet ves material, celoten kader, obratovanje celotne ambulante. In glede na te minutaže sem pripravil en preprost hipotetičen koordinacijski čas, kjer vidite, da imamo nekje 8 storitev, ki bi jih recimo zobozdravnik opravil v enem delovniku. In če gremo naprej, se pravi, če imamo v naboru časovno zahtevne storitve, bo seveda manj pacientov pravzaprav tisti dan obravnavani. To pomeni, če imamo več zdravljenj, ki so vrednotene, se pravi kanalov, zobnih kanalov, se pravi, ki so močnejše ovrednotene, pomenijo večji časovni okvir, manj pacientov tisti dan bo obravnavanih, manj jih bo obravnavanih tisti teden in manj jih bo obravnavanih tisto leto. Protetika je tista v pravicah OZZ, ki je najmočnejša ovrednotena in največje število točk se dejansko tam porabi. In če gledamo iz tega stališča, če imamo več teh storitev v ordinacijskem času, ki imajo večje število točk, pridemo do tega, da pravzaprav se dostopnost do zdravstvenih storitev za prebivalstvo zmanjša, primer je isti delovnik, kjer imamo samo storitve, ki so boljše močnejše ovrednote, se pravi, kjer zobozdravnik pograbi več časa,
in pravzaprav 2 pacienta v enem dnevu odpadeta. Se pravi, zobozdravnik v 6 urah in pol ne more v taki časovni normativi pregledati ali zdraviti več pacientov, koliko jih je časovno predvidenih. V vsakem zdravstvenem sistemu se srečamo s termini, in sicer dostopnosti, naboru pravic, potrebi prebivalstva in pa samega financiranja prebivalstva. Dostopnost pravzaprav pomeni, kako hitro sistem odreagira na potrebo pacienta. Pacient zboli, kdaj bo dobil obravnavo. Na to vpliva tudi, potem imamo termin nabora pravic, tako imenovane košarice. Pravzaprav gre za družben konsens, koliko denarja je družba namenjena plačati za zadovoljevanje potreb samega prebivalstva. Se pravi, kaj ta košarica pravic pravzaprav obsega. In seveda širše so te pravice, če nimamo dovolj dostopnih vrat do zdravstvenega sistema, se ta dostopnost zmanjša. Se pravi, vsi prebivalci ne dobijo teh storitev. Potrebe prebivalstva, to je pravzaprav najtežje merljiva spremenljivka v sami enačbi, zaradi tega, ker se vsi javni sistemi s tem ukvarjajo. Kaj so dejanske potrebe prebivalstva? Vemo, da so zelo široke, želijo si jih ljudje čim več imeti, vendar na drugi strani pa naletimo na financiranje samih programov. Se pravi, koliko denarja pravzaprav namenjamo, recimo v tem primeru, zobozdravstvu na letni ravni skozi različne programe. V današnjem svetu pravzaprav največji razkorak prihaja v širenju nabora samih pravic, kar je pravzaprav politično zelo všečno. Se pravi, želimo dati ljudem občutek, da imajo čim širše dostop do različnih zdravstvenih storitev. Hkrati pa se ne zagotovi zadostnega financiranja teh programov, ki bi tem potrebam sledili in prepogosto se pozabi pravzaprav na to dostopnost. Slednja se širjenjem nabora pravic, kot sem že povedal, zmanjšuje, do te mere, da imamo recimo res danes, kot je kolegica že parkrat v medijih omenila, paciente, ki imajo pravzaprav samo še pravico čakati v vrstah. Kako pa pravzaprav te potrebe, programi in dostopnost sam funkcionira v nekem sistemu? Zdravstvena zavarovalnica pravzaprav dejansko dostopnost zelo dobro v zobozdravstvu prikriva. In sicer tako, da enostavno celotno populacijo države zdeli številom zobozdravnikov in reče, da je glavarinsko povprečje za obravnavo ambulanti danes nekje 1970 pacientov. Da je stanje še hujše, pravzaprav v različnih regijah nekje dosega tudi do 2500. To je zaradi tega, ker v regijah tudi določenih zobozdravnikov oziroma teh programov, ne zobozdravnikov, kot boste kasneje videli, pravzaprav primanjkuje. In mreža ni dovolj razpršena skozi celotno državo. In zdaj pacienti pravzaprav vstopajo v naš zdravstveni sistem preko teh 951 programov, kjer pa naletijo tudi na vrata. In sicer, če ne izpolnjujejo pogojev za zdravstveno zavarovanje, recimo, da ni v košarici te storitve, ali pa da ima zavarovalnica zapisano pravilo, kdaj do kakšne storitve lahko pride, ponavadi do kakšnega mostička prevleke, pacient obstoji izven sistema, te storitve ne dobi. Potem pacient ne izpolnjuje recimo pravil OZZ-ja. Tipičen primer je prve zobozdravstvene pomoči. Počena proteza ni prva zobozdravstvena pomoč. Izpadla zalivka na sprednjem sekalcu ni prva zobozdravstvena nujna pomoč. Pacient pa tudi seveda v tem sistemu redno čaka v vrsti za protetične storitve. Odvisno od tega, koliko pravzaprav je zobotehnikov tudi v samem sistemu. In na koncu, ko se program realizira, je pa dejstvo, da dejansko zavarovalnica ne krije v 100% te storitve. Osnovno zdravstveno zavarovanje pravzaprav krije samo 10% cene protetične storitve in 80% konzervativne storitve in nujne storitve za zobozdravstvene storitve. Velikokrat se tudi v javnosti mogoče sliši, da je premalo zobozdravnikov. Pravzaprav ne. Premalo imamo programov. Se pravi, mi smo na zbornici glede na določene normative šli računati in smo izračunali, da bi nekako manjkalo glede na mrežo do 500 programov otroškega in mladinskega ter odraslega zobozdravstva.
povprečje v Evropi je 72 zobozdravnikov na 100 tisoč prebivalstva. Pri nas, glede na celokupno število prebivalstva, pridemo na številko nekje 68, kar je primerljivo, bi lahko rekli. Vendar, če pa gledamo, koliko programov zavarovalnic razpiše, da javno zobozdravstvo funkcionira, se pa številka približa zelo 50 in smo bistveno pod povprečjem Evropske unije, kar se tega tiče. Zdaj bi vam pa rad na hitro samo schematsko prikazal, kako pravzaprav do teh čakalnih vrst pride in da pravzaprav niso zobozdravniki ali pa tudi zdravniki krivi, da čakalne vrste nastajajo, vendar da je zato kriv sistem sam. In sicer v tem schematskem prikazu sem vam narisal različne trikotnike, različne velikosti. To pomeni, da je vsaka storitev različno točkovno vrednotena in ima različni časovni normativ. Večji kot trikotnik, bolj je časovno zahtevnejša storitev, več koordinacijskega časa porabi. In v nekem idealnem razmerju, recimo, vidite, se pravi, nekega čakalnega seznama, čakalne vrste ni, tukaj edino je kolega, recimo, pravi 2 časovno zahtevnejši storitvi in zaradi tega je en pacient dejansko ostal izven sistema. In bo prišel na vrsto, ko bo lahko, se pravi, prišel na vrsto. Zdaj, 47 tisoč je okvirna številka, število točk, kot jih neki zobozdravstveni program ima, zato sem jo tam zabeležil. Ordinacijski čas je pa 6 ur pa pol na dan. Seveda staranjem prebivalstva, tako kot v vsake Evropi, do števila potreb v zobozdravstvu tudi enakomerno tudi narašča. In tega postajajo že določene potrebe izven realizacije. Se pravi, ustvarjamo čakalne sezname. Mi imamo omejeno število programov, se pravi, tukaj je realno 951 kvadratkov in več ljudi ti kvadratki ne morejo enostavno sprejeti glede na potrebe državljanov, kakršne so. Da se pa zadeva zakomplicira, pa mi že želimo uvajati nove zahtevne storitve. Kot smo včeraj brali, recimo tak primer so bele zalivke, ki potrebujejo bistveno več časa za izdelavo, kot so amalgamske zalivke. In v tem primeru se zgodi, da kolegi upravljajo časovno zahtevnejše storitve, porabijo več ordinacijskega časa in enostavno ljudje začnejo ostati v čakalnih vrstah, ker ne morejo kolegi zrealizirati tak pritisk v bistvu na ambulante. In v enih od pravil se navaja tudi ekskluziva in sicer, da se bodo samo določeni specialisti oziroma ustanove upravljali določene programe. Mi se zavedamo, da terciarna dejavnost je pomembna in pravzaprav določeni primeri so res samo za terciar. Vendar tam so tudi druge stvari in če mi prečrtamo še enega od možnosti vrat, kjer bi pacient vstopil v zdravstveni sistem, nastane še večja gneča v čakalnih seznamih. Ti pacienti pravzaprav sedaj krožijo nekje med čakanjem v vrsto, odidejo v zasebništvo ali pa na Hrvaško v tujino, kjer so vrata za potencialni težicem kar odprta. Tako, jaz sem tako nekako na hitro povzel, da bi mogoče razumeli, kako te čakalne vrste pravzaprav nastajajo. Zdaj bi pa v drugem delu prezentacije predstavil naše v bistvu videnje predlogov pravil OZZ in pa kakšni so pravzaprav naši predlogi. In sicer mi pravzaprav smo dali drugačne predloge se pravi spremembi uporabe materijala amalgama in pa pravzaprav tudi pri implantološki obravnavi kot pravici pacientov. Nove predloge, za katere smo pa mi mislili, da so nujni v obstoječem stanju, pa so, da smo definirali nujne in neodložljive zobozdravstvene storitve, izključili fiksno protetiko kot pravico, kjer je pravzaprav največji del časa ordinacijskega porabi in ne moremo upravljati osnovnega zdravljenja, kot bi ga bilo potrebno. In pa predlagamo povečanje plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja za snemno protetiko. Se pravi, do sedaj se je implantološka obravnava pacientov odobrila po 259 členov pravil glede na mnenje specialista. Se pravi, primarni sektor je napotil takega pacienta na sekundarnem nivo, specialist je napisal neko mnenje in ta storitev se je na podlagi
tega člena izvedla izven ordinacijskega časa v nekem samoplačniški ambulanti, v kakršnikoli obliki in ni vplivala pravzaprav na sam razpored ordinacijskega časa. Zavarovalnica je to po računih, ki so bili izdani in po tem členu, seveda stroške tega zdravljenja pokrila. Sedaj pravzaprav grejo pravila zavarovalnice, da to preide na da bodo te storitve pravice pacientov, kar se sliši zelo v redu in super, vendar z druge strani pa to pomeni kot prvo, da bo zavarovalnica plačevala samo še 10% te storitve, kot drugo, da se bo to izvajalo v ordinacijskem času, kar bo pomenilo deprivacijo drugih protetičnih pacientov v specialističnih ambulantah, ker ne bodo zaradi kratkega ordinacijskega časa prišli tako hitro na vrsto kot sedaj. In pa to. Se pravi, če povzamemo na hitro v neki tabeli, se pravi, v ordinacijskem času, izven iz ordinacijskega časa so se te storitve popravljale sedaj, kar v bistvu ni vplivalo na čakalne vrste, na obstoječo dostopnost ni bilo učinka in pa ni bilo dodatnih učinkov v samem programu, ker se je to upravljalo izven, se pravi, pravic OZZ-ja. Če to postane pravica zavarovancev, pomeni, da se bo te storitve upravljale v ordinacijskem času. Se pravi, glede na prejšnjo projekcijo, kako čakalne vrste nastajajo, je to popolnoma jasno, da bo to podaljšalo čakalne vrste na specialističnem nivoju. In pa še več, ves ta strošek se bo prenesel na prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Mi smo že v februarju opozarjali, da se to lahko vrne v tem, da bo prostovoljne zavarovalnice dvignile premijo. Dejansko so jo. Ne vemo, če ravno samo zaradi tega ali tudi zaradi drugih stvari. Ker v obrazložitvi, če boste pogledali, pišejo, da se bo v prihodnosti sama zavarovalnica, tako da se bo v prihodnosti število teh storitev bistveno povečalo, vendar predvidevajo minimalno povečanje stroškov. Mislim, da so ocenili nekje do 500 000. Storitve se bodo to povečevali. Se pravi, se ve, koga se bo v prihodnosti potem dodatno obremenjevalo. Mi načeloma nasprotujemo ekskluzivni pogodbi med UKC-jem in zavarovalnico za to vrsto upravljanje storitev, ker menimo, da so vsi specialisti v tej državi, ki bi ti storitev upravljali, za to primerni. Z izjemo terciarne obravnave, to pa pomeni shizni pacienti, onkološki pacienti, ki dejansko potrebujejo se pravi konziliarno obravnavo. Mogoče razmišljamo, da mogoče pa tudi državi še tudi kakšna druga bolnica, ki bi to tudi enakovredno upravljala. Opozarjamo pa predvsem v tem, da se pravzaprav cene zdravstvenih storitev ponavadi določajo v sklopu splošnega dogovora in ne v sklopu individualnih pogodb, kot to zavarovalnica v tem trenutku predvideva. Sprašujemo se pravzaprav, zakaj potem zavarovalnica ne sklene individualnih pogodb tudi z drugimi izvajalci za ostale zobozdravstvene storitve v tej državi. Naprimer za zasebniki. Mi imamo v tej državi 209 zasebnikov, ki imajo proste kapacitete, ki bi te storitve lahko upravljale. Na ta način bi s povečanjem števila vrat in dostopnosti povečali tudi dostopnost za zobozdravstvenih storitev. Se pravi, več tistih kvadratkov bi imeli ljudje, bi lahko prehajali v sistem hitreje. Pa če pridem potem na drugo temo, amalgama, vi veste, da je začela veljati direktiva s 1.7., kjer nalaga pravzaprav državam, da se amalgam več ne sme uporabljati v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pa za nosečnice in pa doječe matere. Zdaj,